Zdaj se bo pa res snemal, no? Tako da jaz upam, da bom tole zdaj skril, da nam slučajno nehal snemati vmes. Pozdravljeni v oddaji podcasta PIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V oddaji bomo govorili o avtomatizaciji stanovanjskih in poslovnih zgradb, senzorjih, majhnih in prilagodljivih računalnikih, kot sta Raspberry Pi in Arduino in še marsičem. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo. Zelo sem vesel, da lahko danes pozdravim najnega novega gosta. To je Andrej Kumrdej iz podjetja Kimex. Pozdravljen, Andrej. Ja, lep pozdrav. Povej, Andrej, a si lahko v parih stavkih predstaviš, poveš, kje si, ker je zelo zanimivo, kaj ta trenutek počneš? Ja, jaz sem Andrej Kumrdej. Od prekratkega 15. aprila tega leta sem končal svoj magistrski študij na temo avtomatizacije zgradb stanovanjskih in poslovnih. Trenutno se pa nahajam na severo-zahodu Češke, v mestu Teplice, kjer je tovarna zraven v kraju Krupka je tovarna Knauf Isolation, kjer sem kot skupina mednarodnih nadzornikov in projektnih članov projektnih skupine na obnovitvi proizvodne linije Knauf Isolation. Super. Dal si iztočnico za pogovor. Jaz bi v bistvu se mogoče malo kasneje vrnil na samo Krupko in v bistvu to, kar počneš ta trenutek. Okay. V bistvu za tale pogovor je vsekakor mogoče potrebno povedati, da je iztočnica bila vsekakor tvoj magisterij, ki se ga pred kratkim končal, in to na mednarodnem podiplomskem študiju gradbene informatike. Mislim, da ni prav veliko študentov končalo ta študij, tako da lahko v parih stavkih poveš, kako se je vsa stvar dogajala. Mislim, da je tudi to za recimo morda študenti, ki bi poslušali ta podcast, zanimivo slišati kaj takega. Ja, mogoče se vrnem nazaj v leto 2005, ko sem enkrat v enem določenem trenutku malo preveč časa in se potem človek odloči za tako stvar, da bi še nekaj doštudiral. In potem sem se prijavil z še enimi parimi mojimi sotrpini takrat na ta podiplomski študij. Nekaj časa smo odlično sodelovali, in smo nekako tudi sami eden drugega bodrili in vodili skozi študij, naredili kar precej vaj, precej izpitov skupaj. Potem pa je prišlo malo do krize iz preprostega razloga, ker niso imeli moji člani nekako v tistem trenutku dovolj časa, ali pa jim je upadel, kako bi rekel, želja pokončati študij. Takrat je tudi meni nekako padlo, ker moje skupine ni bilo več, ampak po enem času sem videl, da še vedno je možnost, da dokončam do konca, in potem sem se potrudil, naredil vse izpite in na koncu tudi magistrsko delo in zaključil študij. Tako da jaz vsakom predlagam, ta program je bil za mene odličen, posebej zato, ker sem spoznal kar nekaj univerz po Evropi, njihov način študija, njihov način študijskega programa, razmišljanja profesorjev, razmišljanja drugih študentov, tako da mi je kar precej odprl obzorja, posebej tehnološki pristopi, načini, kako rešujejo probleme v tujini, kako probajo reševati probleme v tujini posebej. Mi je bilo všeč področje 4D projektiranja, kjer je bilo nazorno pokazan, kako lahko več programov združiš med sabo, s katerimi lahko potem ne samo sprojektiraš objekt, ne samo v 2D, ampak v 3D in še časovno spremljaš celotno proceduro nastajanja objekta v realu.
To mi je bilo zelo dobro. Vse ostale programe so bili tudi recimo predmetniki in je bilo vse odlično. No. Če lahko malo skočim, mi do Andrejem smo na tem programu sošolca, pa me vedno zanima, nikoli niso te debate načela, ampak ti izhajaš v bistvu iz ene druge stroke, naravno iz gradbeništva, čeprav je seveda povezan z gradbeništvom. In me zanima, kako se ti je zdel ta program, glede na to, da si prišel med bolj kot ne arhitekte in gradbenike. Ja, jaz moram povedati, ne, da sem vseeno, to, da sem elektroinženir bil, pa še vedno sem, ker pač ta izobrazba ne gre, sem ravno zaradi narave mojega dela, ker jaz sem že od leta 2004 nadzornik na različnih objektih, kjer sem se srečal z gradbeno stroko, z elektrostroko, z strojno stroko, in potem, ko enkrat padaš v to stvar, se nekako zabrišajo meje, da si pač usmerjen samo v eno področje. Začnejo te zanimati tudi druge stvari. In to je bila potem tista stvar, ki je mene spodbudila, da sem šel na program gradbene informatike, ravno zaradi tega, ker je mogoče ta program na gradbeni fakulteti najbolj povezan z mojim prejšnjim študijem. In moram reči, da se je kar področje pokrivalo. Mislim, se nanaša iz gradbeništva na elektro in tudi nazaj. In meni je bilo to perfektno. Tako pa je to del mojega delovanja, ki je tudi projektiranje, nadzor in to, kar delam. No. Ja, v bistvu, če lahko mogoče jaz tlele malo pojasnim, da za vse tiste, ki ne poznajo tega študija, mislim, študija ne obstaja več, saj ta program ne, kako sem jaz seznanjen s tem, ampak to, kar je bilo, se mi zdi zmeri nekako zanimivo, je to pač, ker to se vse skupaj nadaljava počel, saj v veliki meri, tako da je pač dejansko bila ta verjetna izkušnja zelo precej drugačna od tiste, ki so študenti vajeni, kjer se hodi v predavalnico, kjer so vaje skupaj, tle se vse dela nadaljavo. Jaz mislim, da je to za neko industrijo, kot je gradbena, kjer se recimo gradbena industrija nekaj hvali z delom nadaljavo in kako se potem lahko neke specializacije delajo tudi na ta način več kot dobrodošlo. Upam, da so bila sama predavanja zanimiva, ker v bistvu vem, da je to zelo težko in poslušati za študente in v bistvu kot predavatelj to dejansko govoriti v monitor, kjer nimaš nekega pravega feedbacka nazaj od študentov. Ja, pa jaz bi mogoče povedal tako, da bi rekel, da bi bila stvar, ki je bolj olajšana ali pa da bi nam gledali skozi prste zaradi tega, ker je bilo to nadaljavo. Jaz sem imel občutek, da je to čisto normalen študijski program. Vse vaje, komunikacija je potekala preko, niti se ne spomnim, katere programske opreme danes, ampak je bilo vse dosti profesionalno. Poleg tega, da si videl, da je bil participant, mislim, da je bilo na levi strani, je bilo kompleten ta material študijski prezentiran pred tabo, včasih si videl celo tako, da je bilo predavanje normalni predavalnici pred ostalimi študenti, pa smo bili mi samo s kamero povezani, pa z mikrofonom si še vedno lahko dostopal, pa vprašal kaj. Tako da mogoče je bila to uporaba nove tehnologije za način študija ali pa to, kar je zdaj pač nekaj normalnega. Je pa to osnova, da ti znaš recimo globalno presežiti mejo, posebej to, če gledamo en gradbeni projekt, kjer je projektant v Evropi, izvajalsko podjetje iz Amerike in gradi v Aziji, je to idealna stvar, da se strani dobijo med sabo, da prišparaš na stroških poti in da se problemi rešujejo sproti in v trenutku. Tako da to je glih osnova za preseženje tega zaprtosti v majhnem okolju, pa da presežeš. Tudi moj način dela, zakaj sem izbral to službo, ki jo danes nekako opravljam, je to, da spoznam čim več tujih inženirjev iz različnih okolij na enem mestu in njihov način dela, ki je, moram reči,
napram nadzornimi, mogoče sestanki nadzornikov v Sloveniji precej drugačen pristop. No. Mislim, da je veliko bolj vojaško orientiran, kot pa pri nas je bilo precej razpuščeno, kadarkoli smo imeli te sestanke v Sloveniji. Jaz bi sam dodal tu še nekaj, kar mogoče Andrej ni dosti poudaril, da so bili vsi predavatelji, v bistvu bila mednarodna skupina predavateljev, tako da smo se borili tudi s popolnoma različnimi pristopi k poučevanju. Andrej lahko potrdi, da smo imeli predavatelje iz Nemčije, iz Irske, iz Velike Britanije, iz Univerze v Mariboru, Portugalske. Tako da smo se borili tudi s tem in to mogoče se zdaj to zdi normalno, ampak leta 2006, ko smo mi začenjali, v bistvu ni bilo normalno. To je ena stvar. Druga stvar bi pa poudaril to, kar je pa mogoče Matevž načel temu, ravno to, da je bilo nadaljavo in da smo bili vsi pred računalniki, je pomenilo, da so morali biti študenti še posebej samoiniciativni, ker ni bilo nobene zunanje vzpodbude, da bi končali in morda je tudi to eden od razlogov, da smo končali, mislim, da samo mi dva od cele generacije. Tako da na ta način se mi zdi, da organizacija študija na ta način je nama dala veliko več, kot bi nam mogoče dala na klasičen način. Bi pa se zdaj navezal na to, ko si omenil, da ti zdaj to veliko pomaga v mednarodnem okolju, pa če gremo malo na to, kaj dejansko počneš oziroma s čim si se ukvarjal pri svojem magisteriju. Matevž je že omenil, da si razvil krmilnike za avtomatizacijo stanovanjskih in poslovnih stavb. Me zanima, če lahko poveš malo več, v bistvu na kak način si se tu navezal, pa če si mogoče potem se sreča s kakimi modeli, v katerih mi do takrat govoriva v tem podcastu. Ja, nekako zanimati me je začela tudi avtomatizacija zgradb. Deloma zaradi tega, ker pač je to moje področje kot elektroinženirja in povezanost z mojim poslom nadzornika na objektih. Po drugi strani pa tudi sama potreba na trgu, ki nekako vedno bolj zahteva avtomatizacijo zgradb kot sama. In zakaj sem se jaz odločil, da bom to področje nekako uporabil za svojo magistrsko nalogo, je bilo, da me je zanimalo, ali je lahko in kako hitro recimo človek z uporabo interneta in informacijami na internetu sestavi svoj lastni krmilnik in ga vključi v realno okolje. To pomeni neko standardizirano okolje avtomatizacije. Ne. Proces je na začetku, ko sem se odločil, da bom to naredil, mogoče vsaka ideja je lahka, ne, dokler se jo ne spraviš delati. Ko pa jo začneš delati, pa vidiš, da je recimo na tej poti kar precej ovir, ki jih moraš preseči. Te ovire jasno, da na drugi strani konzumirajo čas. Ne, in na koncu ugotovimo, da je najdražji strošek celotnega razvoja, ne samo oprema, ki jo lahko kupiš na trgu, pridobivanje informacij, to posledično tudi, ne samo pridobivanje informacij, reševanje problemov in na koncu prinese to nekako evaluacijo, da je strošek, največji strošek celega razvoja čas. So zdaj tale magistrska naloga, v bistvu kot rečeno do takrat, jaz sem bil namreč tudi v komisiji tem magistrskem pri zagovoru magistrske naloge, že takrat sem rekel, da mi je bila konkretno zelo všeč. Jaz upam, da bo enkrat tudi v digitalnem repozitoriju fakultete oziroma bomo probali nekam odložiti PDF. Zelo zanimiva zadeva, zato ker če ne drugega je zelo strnjeno in nekako zelo pregledno podaja tudi številne protokole, številne standarde na tem področju. Morda lahko na to temo kakšno zadevo rečemo od začetka, saj konkretno, ko sem jaz razmišljal ali pa takrat, ko nekje slišiš, prebereš o nekaj
da se pojavlja neka nova oprema za avtomatizacijo, za zajem nekih podatkov, za to in ono. Vsi govorijo o nekih protokolih, takšnih in drugačnih standardih, izmenjavi podatkov, tako da mislim, da je tle, vsaj osebno mislim, da je še velika zmešnjava, ampak najbrž boš ti bolj vedel natančno povedati, kaj in kako in kaj se odločati ta moment, ki je tisti, kjer recimo bi nekdo, ki potencialno razmišlja o avtomatizaciji, ki je sploh začeti, ki je iskati neke izhodišče. Ja, jaz sem to nekako, ravno to zmešnjavo protokolov, se moraš nekako odločiti, na katerem protokolu boš delal. Ne? In protokolov je kar nekaj. Če gledaš iz stališča, da si proizvajalec, potem hočeš zadevo čim bolj zakomplicirati, zato da si zagotoviš servisno storitev v življenjski dobi objekta ali pa še mogoče kaj kasneje. Ne. Če pa gledaš iz stališča uporabnika, gledaš pa z drugega vidika, da je stvar, ki jo gradiš, čim cenejša za vzdrževati, pa čim bolj enostavno. In na tej podlagi, ko sem pregledal te protokole, sem videl, da se v svetu izredno hitro raztoči protokol, ki je KNX. To je Connex protokol, govorijo tudi drugače. Suportiranje se strani, to se pravi tudi ustvarjanje suportiranje se strani KNX-ovne organizacije, ki združuje zdaj že večinoma glavne proizvajalce elektroinštalacijske opreme na svetu. Prvo je bilo to evropska zgodba, potem se je pa počasi razširila v Ameriko. Od 2014 je tudi eden glavnih protokolov na Kitajskem. Zato tudi kitajski proizvajalci vstopajo na ta trg vedno močneje. Seveda, oprema je bila na začetku cenovno draga, zdaj praktično, če nekdo spremlja te cene, bo opazil, da kar vztrajno pada. To se pravi, da so te komponente vedno bolj dosegljive. Prepričala me pa enostavnost konfiguracije. Konfiguracija se samih krmilnikov se upravlja preko ETS5, trenutno ETS5 verzije programske opreme, je zelo enostavna in je tudi namenjena, da ne bo potreba po nekih strašnih strokovnjakih na tem področju, ampak da bi to prenesli na nivo navadnih elektroinštalaterjev in operaterjev. Zaradi tega me je tudi prepričal, zato sem jaz izbral ta protokol. Sam sem si kupil vse, kar je potrebno, to pomeni licenčni ključ za nastavljanje te opreme. In potem, ko sem znal nastavljati to, ker je res sam vnos časa za to, da si naučiš nastavljati to programsko opremo, je zelo, zelo kratek, hitro usvoji znanje. Kot primer lahko povem, kolega, ki je opremljal stanovanje, me vprašal, kaj naj da noter, sem rekel, da je KNX, on je kupil te komponente. Res, da je iz računalniškega sveta, bom tako rekel, ukvarja se z programsko opremo, ki pa je popolnoma nekaj druga kot tehnična, je bazirana na spletnih iskalnih strežnikov letalskih kart, je on praktično v enem vikendu si skonfiguriral sam celo stanovanje. To je meni recimo nekaj popolnoma novega, ker do zdaj, ker sem delal na objektih, so se pojavljale slovenska znana podjetja za svojimi kompliciranimi pristopi, ki te probajo narediti odvisnega od njih, ti ponudijo drago vzdrževanje v naslednjih letih in je popolnoma napačen pristop. Zato jaz nekako gledam naprej, da prava oprema je tista, ki ti bistveno ne podraži implementacijo same opreme tudi v času delovanja. To je pomembna stvar. To ne sme biti pomemben strošek v življenjski dobi objekta. Pa še nekaj, KNX organizacija zahteva 100% kompatibilnost, kar pri prejšnjih protokolih ni bilo. In so recimo kmalu, ko so neki proizvajalci delali na skupnem protokolu, kmalu zašli vsak v svojo slepo ulico in potem stvari med sabo niso več delovale. Tukaj pa je od vsega začetka 100% kompatibilnost, tudi v naslednjih letih. Tudi v življenjski dobi celega objekta bo zagotovljena kompatibilnost. To pomeni, da bo čez nekaj let zamenljivost opreme tudi 100% kompatibilna. To je pa tista pomembna stvar, ki pa mora biti, ker se
vsaka komponenta stara posebej, če je računalnik vkomponiran. To mi vemo, da vsaka elektronska komponenta se stara in vedno po določenem času rabi zamenljivost. Ja, se strinjamo, v bistvu pri teh stvarih mene osebno vedno, tako kot si že sam rekel, skrbi ta recimo življenjska doba vseh teh stvari, tako da bi vsekakor se strinjal tudi s tabo v smislu izbire enega protokola, v katerem so vključeni oziroma za katerega skrbijo in ga razvijajo pač nek konzorcij nekih podjetij, ker vezati se na enega in v bistvu biti odvisen od ene firme recimo res na dolgi rok, na 10, 20, 30 let, je v bistvu najbrž zelo neodgovorno, blago rečeno. Ne? Da omenil si tudi to, da si sam kupil določeno opremo, mogoče samo ocena, koliko je recimo nek tak strošek, začeten strošek za to, da se da recimo opremo eno stanovanje, recimo dvosobno stanovanje, pa bi rad v bistvu, da malo zautomatiziral, žaluzije bi gor pa dol šibal, pa kakšno luč bi rad prižgal na kakšen tak bolj avtomatiziran način, ali pa izklapljal določeno opreme, koliko je recimo samo za en tak splošen občutek, od kje se začnemo pogovarjati pri tej opremi? Ja, zdaj vsaka stvar, ki je povezana na računalnik, rabi IP vmesnik, pa napajalnik, to so osnovne dve komponenti, na katerih štartamo, napajalnik za sam protokolno vodilo. Tukaj to je cenovno ugodno, tukaj mogoče govorimo štartamo s 300 evri. Za stanovanje rabimo, seveda, odvisno je od velikosti stanovanja. Obstajajo KNX moduli stanovanjski, to pomeni, da so to enosobno, dvosobno, maksimalno stanovanjski, obstajajo za 500 evrov. Noter v tem modulu, to je pravzaprav modul, ki bi bil lahko tudi hotelski modul. To sta zelo podobna modula. Govorim o modulih, ki so standardizirani in se montirajo direktno na DIN norm, standardno tirnico v električno omarico. To je od 500-600 evrov. Zdaj, če hočemo majhen, bolj kompliciran stanovanje imeti, velikosti, pa rečemo 60-70 kvadratnih metrov, pa da res ne pretiravamo z nekimi funkcijami, to pomeni, da imamo krmiljenje žaluzij, da imamo zatemnjevanje luči v LED tehnologiji, da imamo prižiganje vtičnic. To pomeni, da ko zapustimo stanovanje, seveda ne smemo izklopiti hladilnika, ampak ostale stvari se pa lahko izklopijo, da gre stanovanje v stanje mirovanja, razen če nimamo noter kakšne živali ali pa take stvari, ki zahtevajo normalno delovanje stanovanja, pa lahko govorimo nekje o strošku okoli 2000 evrov. Zdaj mislim, to je dobro vedeti. V bistvu mislim, da je Robi delo novo gradno. Jaz sem pred kratkim oziroma pač par let nazaj smo prenavljali starejšo hišo. Moram reči, da v določenem momentu sem dejansko razmišljal tudi o tem, pa v bistvu jasno zaradi stroškov verjetno in zaradi vseh drugih težav, ki so pri tem nastopali, opustil vse te ideje. Tudi zaradi verjetno enega splošnega občutka, da je to nekaj zakompliciranega in da bo človek rabil potem nek konstanten servis. Tako da me zelo veseli, da recimo, da je ta tehnologija tako daleč napredovala, da načeloma, če si ne izmišljuješ res nekaj najmogočega, v bistvu, da pol to kar dela, ne? Da lahko močkam pozabiš na vse skupaj, pa da to dela. Ja, seveda, sistem je tak, da ko enkrat je skonfiguriran, vedno moraš narediti backup samih nastavitev stanovanja. Tako da, če pride do sesutja ali pa okvare opreme, praktično samo uploadaš nov program in je zadeva rešena, mora takoj delovati. Glih pri KNX-u je pa ta dobra lastnost, da je vsaka enota, recimo, ker je razdeljena na različne krmilnike, krmilnik za žaluzije, krmilnik za vklapljanje in izklapljanje kontaktov,
dimmer moduli, vsak je svoj lasten procesor, ki komunicira med sabo z drugimi enotami, in če pač pride okvare na eni od teh enot, se samo to enoto zamenja, ostale enote medtem delujejo nemoteno naprej. Tako da je nekako, bi rekel, distribuirana varnost, da je še vedno 80%, 90% sistema bo deloval, treba je samo odpraviti okvaro na določeni napravi, ampak vse to je pa praktično povezano, tudi če ti žarenca crkne, jo moraš na koncu tudi zamenjati. Res mogoče v tem primeru strošek malo dražji, ampak ni pa neodljiv. Mogoče še pri sami namestitvi tega, se potrebuje neka dodatna napeljava v smislu nekih kablov, ki jih je treba vleči naokoli, ali gre to kar po navadni električnih vodih, kako v bistvu ta komunikacija sploh poteka med posameznimi moduli? Protokolno vodilo TCP/IP je druga opcija, potem imamo brezžično povezavo, pa tudi po samem napajalnem kablu, to pomeni standardnem 220-voltni razpeljavi po hiši. Vse te možnosti so, seveda se mora vsak zase odločiti. Zdaj, če je celna inštalacija, se lahko stare kable potegne ven, se uvede nove protokolne kable noter, to je zelen kabel, standardni podatkovni kabel za hišno avtomatizacijo. Lahko pa se premosti določene razdalje brez problema tudi z brezžičnimi moduli. To pomeni, da na enem koncu ga zaključiš, daš brezžični modul, na drugem koncu brezžični modul, pa spet lahko tam razpeljaš svojo inštalacijo. Možnosti je več. Vsak se mora zase odločiti, kakšna je najbolj primerna rešitev, pa tudi najcenejša. Tudi, kar se tiče same omarice, če zdaj majhna omarica v hiši, lahko se vrže staro omarico ven, da veliko večjo omarico noter, ker so vsi krmilniki na enem mestu. Lahko se jih pa distribuira tudi tako, da so montirani za obstoječimi stikali, za obstoječimi vtičnicami in pač lokalno krmilijo določen vtičnico ali pa stikalo ali pa karkoli. Možnosti je več, možnosti je praktično to, kakor je idej v tem primeru. Seveda poznamo tudi drugačne inštalacije, drugačne protokolne sisteme, ki delujejo kot brezžično, na podlagi tega, da je not celo mikrogenerator v stikalu, in ko ga pritisneš, sama tipka z pritiskom požene mikrogenerator, ki sproži napajanje, tako da uporabi med kot nekako baterijo mali kondenzator, in potem sama elektronika pobere energijo, ki jo ustvariš s pritiskom na stikalo, in pošlje potem neko ukazno funkcijo na določen drug konec v kratkem dosegu. Tudi taki sistemi so. Robi, kakšno vprašanje? Ja, v bistvu mene zanima nekaj v procesu gradnje svoje hiše, sem seveda tudi jaz razmišljal o tem, ampak sem na koncu pustil, zato ker sem imel občutek, da se v bistvu na trgu oziroma ne bom rekel na trgu, ampak vsak graditelj ima dve možnosti. Eno je, da se odloči za nek off-the-shelf produkt, se pravi nek končan produkt, ampak v tem primeru je popolnoma odvisen od ponudnika, proizvajalca in tudi od njegovega servisa. Drugo, za kar se pa ljudje v Sloveniji bolj odločajo, je pa točno to, kar si zdaj omenil, da sami poskrbijo za avtomatizacijo svoje hiše. Ampak na ta način se pa jaz nisem upal iti v avtomatizacijo, čeprav sem želel samo žaluzije krmiliti, pa morda bi v odvisnosti od vetra krmilo žaluzije, ker imamo pač tako lokacijo. In se mi zdi, moje vprašanje je bilo naslednje. A se ti zdi, da lahko to kdorkoli uredi za svojo hišo, oziroma ne bom rekel kdorkoli, ampak da lahko to en inženir, en tehnik uredi sam za svojo hišo, ker meni se zdi, da vse krmiljenje teh Arduinotov, Raspberry Pijev in podobno, to ni nekaj, kar bi se lahko lotil kdorkoli. Moraš biti pa do neke mere, kako ne rečem, sam svoj mojster, da lahko na dolgi rok to vzdržuješ. Kaj ti misliš o tem? Arduino, pa Raspberry Pi je za zanesenjake,
ki so pripravljeni vložiti določen čas noter, spisati program, ga uporabiti. Ampak kako pride do profesionalizacije te opreme, da je to spravil v neko obliko, ki bo lahko zmontirana na nekem določenem mestu v hiši več let in bo upravljalo to funkcijo, je pa že malo problem, rabiš pa prvič iz stališča estetike in v sami uporabnosti kar preveč dodatnih stvari. Zaradi tega se jaz raje odločim v enem trenutku za profesionalno opremo, kot so Kynix krmilniki, kjer je edina stvar, ki jo moram jaz vložiti, ko to stvar kupam, ki je predvsej preprosta za konfigurirati, da si zamislim scenarij, kako mora ta stvar potekati. In ko enkrat scenarij imam, kako bo sam stanovanje deloval, kako se bo žaluzije zapirale ob kakšnem vetru, je to kot včasih, ko smo se igrali z Lego kockami. Zadeva je izredno enostavna in izredno hitra. Vse tiste stvari, ki sem jih jaz reševal, ko sem se igral z samim Arduinotom, so mi porabile, ne bom pretiraval, ampak 100-krat več časa, ko sem popolnoma isto funkcijo naredil v ETS5 konfiguracijskem okolju za Kynix. To pomeni, da nekdo, ki je tehnično izobražen, pa je zdaj bom lahko rekel gradbenik, strojnik ali elektrostroke, še posebej iz računalništva, si lahko sam skonfigurira to po nekem kukarskem načrtu, ki se ga bo sam v glavi naredil, pa res ne bom spet pretiraval, v pol dneva. Za cel stanovanje. In tudi potem kasneje za vzdrževati, noben problem. Ravno tega kolega, ki sem ga omenil, on si še vedno danes kakšno stvar malo drugače zamisli, da se mu bojo luči pa malo drugače, ker bistveno tudi Kynixa je, da ni klasičnega prižiganja luči pa ugašanja na enem stikalu, ampak je, ko vstopaš v prostor, si pravzaprav na različnih 8 tipkah izbiraš različne scenarije osvetlitve. To pomeni, da imaš skupino recimo 8 luči, ki se vsaka z različno intenziteto za določeno priliko prižigajo. In jaz mislim, da je glih to tista dodana vrednost tega sistema, pa tudi mogoče mehen zakomplicirana stvar, ki si jo mora nekdo zamisliti, ampak potem, ki jo enkrat obvladaš, jo lahko sestavljaš, koliko včasih, ko smo se z Lego kockami igrali, kot smo bili otroci. Tako da stvar je enostavna in ravno ta enostavnost približuje avtomatizacijo tudi povprečnemu človeku, ki je mogoče bil včasih prestrašen, da bo implementacija tega sistema za njega preveliko breme. Jaz danes, ko sem to spoznal, ko sem naštudiral, ne vidim nobene ovire. Pa tudi kdorkoli se je odločil za to, še posebej, če je sam naredil, nima nobenih strahov. Jaz imam tukaj en pomislek, in sicer med tvojo razlago sem se spomnil na eno celo, kako ne rečem, en cel kup ljudi zbranih okrog enega foruma, kjer se zbirajo samograditelji in njihove debate glede toplotnih črpalk. In sicer toplotna črpalka imaš grajeno v hišo, lahko zaupaš v grajeni elektroniki, lahko se pa seveda sam igraš s tistim milijonom nastavitev, ki so možne. In imaš ljudi, kot sem recimo sam, imam montirano toplotno črpalko, nastavim si avtomatske krivulje, v jeseni prižgem toplotno črpalko in konec sezone jo ugasnem in to je to. Imaš pa ljudi, ko vsak dan spremljajo porabo kilovatov, spremljajo vsak dan parametre vtoka, iztoka vode, vsak dan nastavljajo krivulje in tako naprej. V toplotno obdobje v hiši ne vem, če kaj drugače, jaz mislim, da ne. Prihranek energije pa mogoče tam v rangu do 3%. In tako je meni isto pri tem, pri avtomatizaciji hiše, čeprav mi je privlačno in vse, ne verjamem, da je to sposoben narediti kdorkoli, sploh pa ne v pol dneva, ko si imel pol dneva za eno tako stanovanje. To mogoče za profesionalce, kot si ti, ampak jaz mislim, da tudi malo bolj poučen inženir, ne vem, če bi se upal spustiti v to. Ja, no, lahko to nadaljujemo enkrat tako skupaj, da se dobimo, pa da pokažem sam sistem pa logiko nastavljanja tega. In kaj enkrat spoznaš, postaneš kar malo tako, da malo takoj zasvoji ideja, ko vidiš, kako lahko to postane. Recimo, jaz bi to primerjal s samo konfiguracijo Kynixa
preko ETS5 bi primerjal z brskanjem po internetu. No. Res, približno ta isti nivo je. No. Sam, če veš, na internetu veš, kaj hočeš zbrskati in začneš iskati in brskaš in najdeš. Ne. Tukaj je pa samo pristop drugačen, moraš pa nekako v glavi si narediti scenarij, kako hočeš, da tvoje stanovanje deluje in boš zelo hiter naredil, ker ti spet ni stvar taka, da imaš neomejene možnosti pri konfiguraciji, ne? Ampak imaš recimo pri nekaterih zelo enostavne, no dobro, pri ogrevanju pa malo bolj zakomplicirane, ne? Ampak če veš, kaj je tista stvar pri ogrevanju, kaj moraš nastaviti, da ti pravilno deluje, jo boš potem, ko boš enega nastavil, en kanal nastavil, boš lahko za vse sobe zelo hiter, ker bistveno pri sami konfiguraciji je to, ko en kanal nastaviš, za vse ostale kanale lahko samo copy-paste narediš in zadeva potem hitro steče. Ne. Tako da vem, ker smo imeli ravno pri ogrevanju smo največ časa porabili, to je trajalo 3 ure, da smo pogruntali sistem, potem je bilo pa samo še copy-paste po ostalih sobah in je potem zadeva hitro skodila pa delovala. Tako da lahko se dobimo enkrat, pa pogledam, pa jaz razložim celo zadevo in bo navdušenje kar precej večje kot danes, ker še vidim močen skepticizem na drugi strani. Ja, tle jaz mislim, da sva midva z Robijem malo zastrupljena z Raspberry Pijem oziroma Arduinom, ker jaz tudi, ko sem razmišljal o tej stvari, sem si rekel, jaz pa to rabim enega paja tukaj, pa to bom takole naredil pol in pol jasno, ko začneš to brati in ko se ti odpira in pol skoraj bolj manj treba nekaj zlotati skupaj, vidiš, da ne, to pa jaz nisem, ne, to pa meni ne bi šlo. Ampak moram pa reči, da takrat, ko sem bil pa na zagovoru, pa to vidiš v živo, pa vidiš, da dejansko nimaš dejansko čisto proste roke za vse, ampak imaš nek nabor nekih ukazov, ki jih lahko potem pač programiraš. Pol pa vidiš, mogoče bi se pa to vse dal, ne? Ampak je pa res, da moraš biti majčkeno tako, ne nujno tehnično podkovan, ampak recimo, da moraš biti nagnjen k temu, da te kaj tazga ni strah početi, pa v bistvu, da znaš, ne vem, kakšen izvijač v roke prijeti, pa te v bistvu do elektrike ni, ne vem, da nimaš glih nekih slabe odnosa do elektrike, no? Ja, to je edina ženska, ki se ne poslušla, da pravi. Ja, ampak dobro, jaz če jaz pogledam, če gledamo skozi pogled Raspberry Pija ali pa Arduina, to je precej bolj zahtevna zgodba. To ni enostavna stvar. Sam nakup krmilnikov, ki so pa že narejeni, ker moramo nekaj vedeti, ne, Kynix krmilnika nobeden sam ne programira. Ne programira ga v tem smislu, da bi mu recimo noter naredil program, po katerem bi krmilnik deloval. Vse, kar delamo pri Kynixu, nastavljamo parametre, ki so že predprogramirani in jih samo izbiramo, klikamo, recimo, če pogledamo praktično 4-kanalni input modul, to pomeni, da bo imel 4 vhode. Mi za vsak vhod se moramo samo odločiti, kaj bo. Ali bo to vhod stikala, dvojnega stikala, to pomeni kratek dolg pritisk, govorimo o tipki, da bom se popravil, ne stikalo, ker stikalo ima drugo funkcijo. Še enkrat bom povedal, govorimo o tipki ali 2 tipkah, kratka, dolga, ali pa govorimo o dimmer vhodu, to pomeni, da bo sam krmilnik čakal, a bo tipka kratko pritisnjena ali bo dolgo, pa bo potem v tistem določenem trenutku dimil. Ampak to, ko mu mi nastavimo, potem moramo samo še povedati, na katere grupne adrese bo pošiljal sprejeto informacijo in na podlagi te informacije, ki bo poslana po določeni grupni adresi, se bo na drugi strani določen krmilnik, ki mu bomo pa sprogramirali drugo funkcijo, to aktuatorsko funkcijo, ali bo vklapljal, izklapljal ali pa bo dimil. Ne? In če mi enkrat v glavi vemo, ne, da rabimo nekje eno tipko, ali pa nek dimmer, ki ga obračamo, da se bo luč intenziteta spreminjala, je to popolnoma ista analogija, samo še spraviti moramo v par korake. In ko imamo te 3 korake narejene, je zadeva hitro delujoča. Mene in pri Kynixu nikoli nisem prišel v tisto
frustrirajočo situacijo, da sem z glavo razbil, zakaj pa to ne dela, ali pa zakaj, recimo, kje je tista napaka, ki pri Arduinu, ko sem ga sam programiral, tam je bilo večkrat sem šel spat brez odgovora na določeno vprašanje. Jasno, da naslednji dan je bilo to čisto enostavno rešiti, zato ker je bila noč čez in so možgani prespali in so najdli rešitev. Pri KNX-u je pa tako, kot sem rekel, sestavljanje Lego kocka. Zelo lepo se sliši, ampak zato, da ne bomo predolgi, bi jaz na tem mestu počas zaključil z razpravo o telih protokolih in vsem skupaj. Bi te mogoče držal za besedo in enkrat bi bilo zelo fino to v živo videti. Morda enkrat, ne vem, ko boš v Sloveniji sodeloval pri kakšnem projektu, če boš takrat poklican in rekel, pridite pogledat, kako se to dela v živo. Z veseljem. Tako da imam pa jasno cel kup še drugih vprašanj, morda kaj skrajšamo, ampak ena stvar, ki mene osebno tudi zanima, pa je recimo, da je popularno ta moment, so senzori. Kako je senzori v takšnem kontekstu? A je to kakorkoli kaj povezan ali ker senzori, ne vem, recimo razni akcelerometri in podobne stvari, ki bi jih recimo za spremljanje obnašanja ene stavbe namestila. Je to kakorkoli povezano s tem ali je to čisto druga zadeva? No, ravno te posebni senzori, ki niso v standardni proizvodnji, so zanimivi, da jo potem vzamemo sam nek krmilnik Arduino, ga malo sprogramiramo in potem to recimo v centralnem sistemu avtomatizacije v hišne deluje. Mi moramo vedeti, da na trgu najdemo samo tiste senzorje, ki se redno uporabljajo v stanovanjih ali pa v zgradbah. To je preprost kvaliteta zraka, najbolj pomemben senzor pa senzor zaznavanja prisotnosti. Te infrardeči senzori so glih v zadnjem času dosegli svoj napredek, zato ker ne samo, da zaznavajo gibanje po prostoru, da zaznavajo tudi količino ljudi v prostoru, ne samo ene osebe ali pa tako, ampak da lahko zazna, koliko je oseb prisotnih, in tudi, ali se te osebe gibajo ali so na miru. Zaradi tega, ker glih ravno te funkcije potem sprožajo določene procese avtomatizacije v samem prostoru. To so tisti senzori, ki so v objektu najpogosteje uporabljeni, potem so pa še senzori zunaj objekta, ki pa so ponovadi enostavne vremenske postaje, ki gledajo to se pravi osvetljenost, osončenost, pa hitrost vetra. In na podlagi teh dveh parametrov, seveda v kombinaciji z dnevno uro, zato da se ve, na kateri strani je sonce, orientacija objekta, potem odpira in zapira žaluzije, prilagaja gretje, prezračevanje in tako naprej. Zdaj, ostali senzori, specialni senzori, recimo vibracije ali pa prenose zvoka, ali pa to so pa potem stvari, ki so mogoče malo manj komercialno zastopane, se jih pa lahko implementira, mogoče v nekem pionirskem projektu, pa potem tudi izvede, pa proba najti neko uporabno funkcijo tega. Ok, super. Hvala za tole predavanje, v bistvu, ker zdaj mi je malo bolj jasno vse skupaj. Robi, kaj za vprašati? Imel bi še ravno vprašanje, ampak predvsem v umestnikih, če bi lahko to pripeljali na kakšne umestnike, ki jih poznamo za kakšno drugo nalogo, recimo kakšne Apple TV ali pa kaj podobnega, ampak dajmo to pustiti za naslednjič. Ja, mogoče bi se sam K4, zdaj ne moram pogledati, ne spomnim se točno za kater televizor. So televizori, ki imajo serijske priklope na hrbtni strani in seveda vedno več ima tudi omrežne priklope. In ravno za določene tipe televizorjev obstajajo vmesniki, ki jih povežejo v KNX okolje. Zakaj, ko ti prideš nazaj v stanovanje, seveda pritisneš gumb doma in v tistem trenutku se določen proces požene. In med tem je tudi prižiganje glasbe, prižiganje televizij, izbira določenih modov, recimo mogoče se ti bo na televiziji
ko boš pritisnil romantika, se bo on preklopil in bo se pokazal samo kamin, če nimaš ta pravega kamina in tako naprej. Ne. In to že obstaja, to je danes praktično že aplikabilno. Super, jaz se strinjam z Robijem, o tem bi lahko razpravljali še za 3 podcaste, imamo debate, tako da jaz upam, da te bomo lahko še kdaj dobili. Bi pa res na tem mestu se skupaj počas speljali v novice in priporočila, pa pustili morda kakšna pač vprašanja povezana z avtomatizacijo za kdaj drugič. Okay. Robi, povej, kaj novega, kaj si pripravil za danes? Kaj sem pripravil za danes? Moje priporočilo za danes je nekaj spet v povezavi s podjetjem CGS Plus, ki smo ga slišali že, o katerem smo slišali že veliko stvari prejšnjič. In sicer naletel sem na eno revijo, ki sem jo poznal že od prej, pa sem vmes malo pozabil na njo, in to je njihova revija Dimensio. Povezavo boste lahko našli v zapiskih tele 3. oddaje našega podcasta. Kar mi je pa zanimivo pri tej reviji, pa to kljub temu, da dejansko izdaja podjetje CGS Plus, sem noter našel ogromno zanimivih stvari o BIM-u, o vseh industrijah, ki se vključujejo v grajeno okolje, ogromno enih podatkov, ogromno enih informacij. Tako da jaz predlagam, da če mogoče koga to zanima, to področje zanima, pa te revije še ne pozna, na Povzaji najdete vse njihove revije, mislim, da zdaj aktualna številka je 20. številka, pa iz decembra 2015, pa bo mogoče lahko videli ne samo, ne bojo dobili samo informacijo o tem, kaj počne podjetje CGS Plus, ampak je ogromno enih informacij o načrtovanju, projektiranju, o BIM-u, o novitetah in tako naprej. Tako da lahko samo toplo priporočam. Hvala, Robi. Andrej, imaš kaj tazga za priporočiti? Ja. Ni nujno, ne? V bistvu si že veliko stvari omenil, tako da... Ker se tiče BIM-a, seveda, ne, to je prihodnost. Ne. Problem je, da ta prihodnost v Sloveniji zamuja, ne, kot marsikaj zamuja. Ne. In mogoče sam praktično poraba, svetujem, ne, da se čim več te sisteme uporablja, ne, in da se proba projektni nivo spraviti na ta višji nivo, ne samo tako, da se projekte zaključi pred izgradnjo objekta, pa potem po koncu z nekim zaključenim izvedenim projektom, ampak da je BIM sistem, ki gre skozi celotno življenjsko dobo objekta in da se noter vnašajo vse spremembe, ki nastajajo, ker mi vemo, da se z zaključeno gradnjo nikoli ne konča, da se spremembe nikoli ne končajo in da so vedno nove spremembe. In jasno, da največkrat po določenem času se izgubijo informacije o vnešenih spremembah. In tukaj bi jaz svetoval, da bi vsakemu, ki na tem področju dela, da naj čim prej začne razmišljati o uporabi teh sredstev, ki so zdaj na voljo. Hvala. To je pač recimo temu tudi, upam, stranski produkt tega podcasta, tako da najprej zavedanje o vsem tem različnih tehnologijah, o možnostih in potem pač poskrbeti, da se to dejansko spelje v praksi. No, z moje strani imam 2 zadevi pripravljeni. Ta prva novica, Revit 2017 je bil izdan 18. aprila, tako da čisto zadeva je sveža. No, tisti, ki imate Revit nameščen, najbrž to tako že veste, tisti, ki ga ne uporabljate, pa mogoče je zdaj prilika, da si ga namestite, kakšno verzijo, testno verzijo, če ne drugega. Pogledajte stvari, kakorkoli se hvali. Autodesk, mislim, da so predvsem zelo velik del na hitrosti, tako da so razne izrisovanja modelov, senčanja, renderiranja in tako naprej v bistvu mnogo hitrejše, kot so bila do zdaj. No, zdaj
ta druga taka zadeva je pa spet neka moja stvar okoli audio knjig. Tole bo vsekakor izdal, koliko sem star. No, ko sem jaz še študiral, smo veliko preigrali Doom, če se kdo spomni te igrice. Ja, absolutno. Mislim, da sem v določenem momentu se odločil, da to pa ne smem več igrati, zaradi tega, ker si bom pokvaril oči. Pa slabo mi je bilo včasih že, ne? Tako da ta knjiga Masters of Doom govori o nastajanju oziroma o firmi id Software, se pravi pač teh, ki so razvijali od Wolfensteina 3D do Dooma in poznajo tudi Quakea. Tako da je zelo zanimiva, zelo priporočam sem tistim, ki jih recimo so dali ta čas nekako skozi in recimo se prav dobro spomnim, ko omenja, ne vem, kakšno letnico, ne vem, 92, kaj sem jaz takrat počel, kaj so pa te tipi takrat počeli, ne, dejansko s temi igrami. Tako da toplo priporočam, če še želi kdo kaj prebrati na to temo. Toliko o novicah, proti koncu gremo za konec, oziroma predno končamo še 3 hitre vprašanja, tako kot vedno. Andrej, tole je zate, ne? Prvo vprašanje pa BIM programska oprema. Kaj uporabljaš, kaj priporočaš, oziroma pač en program povej, ki ti je najbolj pri srcu? Ja, najbolj pri srcu sta mi 2, AutoCAD, absolutno, in na drugi strani ArchiCAD, ne. ArchiCAD mogoče zaradi njegove enostavnosti, ker pri AutoCAD-u pač mogoče sama priprava, da si v 3D-ju narediš neko prezentacijo, traja malo daljše kot v ArchiCAD-u, ki je bolj enostaven, samo pa ni pa toliko natančen. No. Ampak oba sta mi kar precej všeč. No, pa bomo tle dali kljukico ArchiCAD-u. Sicer nekako z Robijo ne veva, se to pravilno reče ArchiCAD ali ArchiCAD, tako da, ampak vsi dobro vemo, kaj mislimo, ne? Ja. Drugo vprašanje. BIM, a je TIS-M model ali je proces? V smislu BIM modeling ali BIM model? Ja, jaz bi mogoče vseeno rekel, da je to procesno. Ravno zaradi tistega, kar sem prej rekel, ne, da vse v redu, lahko narediš modeliranje, ne, ampak jaz mislim, da je pa tudi sam proces mora trajati naprej. No. Sej sem vedel, da boš to rekel, kar si že prej tako povedal, sem že takrat rekel, ja, tole spet en, ki misli, da je to proces, ne? Ne, pravilen odgovor. In še zadnje vprašanje. OpenBIM v smislu nekega standardiziranega zapisa BIM modela, tukaj ni proces, ampak je model. Lahko bi se enkrat drugič pogovarjali tudi o procesu, kako to zapisati nekako standardno, ampak ali se ti zdi pomembno, da to obstaja, ali je vredno truda, da to zavestno počnemo, ne? Ker običajno to pomeni, da žrtvujemo neko produktivnost na račun tega, da imamo zapisano v nekem standardnem formatu. Ja, jaz bi rekel, da ja. Zato, ker spet to je stvar, če se človek hoče s tem ukvarjati. Jaz sem za te open variante. Ne samo na OpenBIM-u, tudi, ne vem, če bo nekdo pogledal OpenHub, ne. Če se vrnemo prej na avtomatizacijo, to je podobna zadeva, kjer je ravno ta stvar, ker je odprta in je kompatibilna na vse konce in kraje, omogoča združevanje različnih sistemov. Ne. In tudi tukaj jaz sem za to stvar. Seveda je veliko lažje vzeti nek produkt, ga uporabljati, kupovati nadgradnje, ampak jaz bi vseeno rekel, da je OpenBIM je prihodnost za nekatere, seveda. Ok, kljukica za OpenBIM. V redu. Hvala za tale hitro vprašanje oziroma hitre odgovore. Če počasi zaključimo, Andrej, kje te poslušalci lahko najdejo, kje te lahko ponovno kaj vprašajo o avtomatizaciji? Moram reči, da sama stran Kimex.do sicer obstaja, ampak je precej revna, zato ker
se nam je zgodilo to, da je tista verzija, ki je bila do pred kratkim še aktualna, šla z nekim serverjem. To je pač problem računalnikov. Ne? In smo neko staro verzijo gor dali, drugače me pa najdejo na andrej@kimex.si. To je moj osebni mail, če imajo kakršnokoli vprašanje, me lahko poiščejo na tem mailu. Robi, kaj pa ti? Mene še vedno lahko vsi najdejo na Twitterju, na Robert Klinc, še vedno tweetam vsem drugim samoubijmo, ne, ampak me pa najlažje najdejo tam. Ja, tudi moram reči, da je z svoje strani edini tweeti, ki jih objavljam, so kakor pač povezani s tem podcastom. Svoj čas sem mislil, da bom kaj retweetov več, kakšne BIM novice in tako naprej, ampak nekako ni časa, ne neke konkretne volje, ker pač nismo tako zelo 100% vsak dan vključeni v neke BIM modele, ne, ali pa procese, če smo bolj natančni. Proti koncu samo še da povemo, kako je z samim podcastom. Podcast je dosegljiv na spletni strani, tudi tam najdete tudi informacije o tem, kje se lahko na podcast naročite. Imamo tudi Facebook stran, Twitter, upam, da bomo počasi začeli kakšno tako resno komunikacijo z poslušalci, tako da mislim, da lahko to zaključimo. Pri tem bi se predvsem zahvalil Andreju, da si je vzel čas in se javil iz daljne Češke. Tako da hvala Skypeu, da ni delal večjih težav. Upam pa jasno, da se spet lahko enkrat slišimo in rečemo še kakšno na temo avtomatizacije. Mislim, da je tole taka tema, ki bo vedno bolj aktualna. Se strinjam. Robi, še kaj za dodati? Ne, samo srečno na Češko in se še slišimo. Tako je. Hvala, Andrej. Hvala. Adijo. Lep pozdrav.